Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Ja, takole, imaš Medvar, srečno. Tako je. Zakaj danes je delal zadnjič pred dopustom in to celo tako nesramno, da ima že avto spakiran in samo šiba. Samo not pa, ne, kot rečemo, gas pa duge luči. Ampak dejstvo pa je, da je to četrtkovo jutro bilo jutro polno nekih preizkušenj. Najprej Medvar, bo pa še profesor Križanič na koncu. To me je ubilo v bistvu, ne? Profesor je kviz. Slabo poznaš intro te hitro. Ja, jaz se ne bi pričakovalo od tebe. Res. Zakaj ne? Jaz sem v 90-ih bil bolj zaveden glasbenik. glasbe. Bolj glasbenik. Ja, no, samo vse veš, ne, dobro se enega sem poznal, ti si kakega? No, te pa ne govori. Jaz pa kar ne bi 6, 7, 9, ne? No, zdaj pa če bi šli pop 90-ih. In gremo dalje, drugače smo danes imeli tu zelo zanimivega gosta in sicer predsednik Obrtno-podjetniške zbornice je bil tu, da je bodočemu jubilantu Tomažu Medvarju podjetniku malo razložil par stvari. Tako da uživajte v podcastu tega jutra, sicer pa spet jutri zjutraj o 5:30, ko bo Medvar že s kavico in travarico se čohal kje na terasi. Ja, po moje kamne metal vodo. Ali pa tudi to ni slabo. To imajo otroci, veš, mali, to neverjetno željo, da morju vrnejo kamen. Ja, meni je to tudi fajn. Ja, tako da lahko do ure in ure delam. Vprašal drugo leto. Tako da fajn se me je res. Ja, hvala lepa, vidva. Kaj je bilo? Gledam nekaj tukaj, Ema not piše, to ne morem verjeti, ampak več o tem, kaj se je. Ja, res je. Ja, veš, kak je to generacija Z, Tomaž, to je, zdaj si v kontaktu, več ni hec. Ok, zdaj najprej, kot smo seveda slišali tudi v novicah, dobre novice z Ljudskega vrta, Luka je nazaj. Tako. Luka, ki je seveda z Mariborom osvojil številne naslove in zadev številne pomembne gole. Ne bom pozabil tistega z glavo proti Sportingu v Ligi prvakov. Kurjo kožo. Ja, ko so Portugalci so si že pisali 3 pike zraven, pa dolga podaja. Jaz ne bom pozabil, tiste priložnosti proti Chelseaju. Se spomniš, ko je šla nad prečko čisto? Ja, tiste je bilo tudi, ja. Tam smo bili tudi blizu zmagi v bistvu. Ejma, Maribor. Šampion. Vidiš. Vidiš, da je Greko počasi poveš. Ja. Kar seveda, če se menimo v fuzbalu, zdaj je treba povedati, da včeraj so Celjani igrali v Albaniji 3-3, kakšna tekma je to bila, da se ne menimo, kako imajo Koprčani, ki ne vem, če so že prišli sploh na Ferske otoke, kjer bi danes morali igrati z Runavikom, morali bi poleteti že do povdne iz Trsta, pa so šele v 6:30. Pol so mislili, ok, se pridemo pravi čas na Ferske, pa je bila taka megla, da so mogli na Švedskem v Malmöju pristati. Maribor je tudi ima eno tako mini kalvarijo pred leti, ko smo igrali z Liverpoolom v Ligi prvakov, ko bi tudi z Maribora morali leteti do povdne, pa smo šli, ko je bila tema komaj. Cel dan na mariborskem letališču. Še je bilo fajn. Spomnim se tudi teh javljanj, kako se nič ne premakne. Mi pa smo tam celi cajt. In je bilo kar na knap. In apropo fuzbal, danes bo v Ljudskem vrtu spet evropska tekma, sicer ne Maribora, ampak Aluminij igra z Dinamom iz Kijeva in imamo še nekaj prostih vstopnic, tako da če imate čas in bi danes šli navijati za naše sosede ali pa pač na evropsko tekmo, pol pošljete Aluminij in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Dinamo Tirana. Tirana, pardon, juj. Veš kako avtomatsko. Ja, 0-1, Ante Šimunđa. Ja, res je, bil sem tam. Ja, pa prvo mesto v Ligi prvakov, v skupinskem delu en cajt. Po prvem krogu. Je to bilo lepo videti. Joj, kakva akcija je to bila, Đuranović Bozgo, pa pol Ante za 1-0. Ne. Ema. Se te še ni bilo. Bom začela zdaj gledati. Za nazaj, malo. Ker je to le zgodovina. To so zgodbe za eno drugo priliko, ampak ja, lepo pa je bilo, lepo je.
Ali se vidva zavedata, da bo naslednje leto prišel ven biografski film o Snoop Doggu? Ja, tako me čaka. To je To pa bo. Mislim, to je najmanj športni človek na svetu, ki je prilezel do tega, da je častni trener vseh reprezentancov oziroma vseh športih za ameriško reprezentanco na olimpijskih igrah. Letnih in zimskih. Legenda. Tako da bi najbolj športni človek bil ambasador za, ne vem, ponočevanje po rock koncertu. Ja, backstage champ. Samo eno vprašanje imam pri tem filmu. Kaki je bil proračun za ganđo? Verjetno 1:1. Eni so celo dobili del plače. Ja. Niso niti hteli imeti denar. Okay, in še morda da smo lahko malo koristni tudi na vse zgodaj, en lifehack za aktivne. Večkrat se zgodi, če tečeš ali pa karkoli delaš, špilaš fuzbal, vemo, ne, kak ona soba, kaki von ima, ko so kopačke not. Ja, seveda vemo. Ne, in zdaj pri mlajših pač to doma morajo starši trpeti. Ja. In ja, pač dobi duh, ne, kaj češ, ko se človeško telo poti, bla bla bla. In kak najlažje ta duh ven spraviti, ne vem, če poznate to. Ne, da vržeš v pralni stroj, to z večjih razlogov ni faj, ker se tudi čevelj uničuje, ampak daš not vrečke čaja čez noč. Pa vum potegne. Ne moreš si misliti, kak. Ja, vse v bistvu, ja. Malo je logično. Ko ona vrečkica v kitarskem kufru, ne. Recimo. Novem. Ja, ker pol baje ne smeš imeti. Ni dobro. Ker sploh pa ne smeš jesti tisto. Ja, ne. Vrečko čaja. Ja, eno ali pa dve. Lepo, če imate kaki stari čaj, ki ga tak ne boste več ponucali. Probajte. Četrtek, 23. julij, tudi Tomaž se počasi odpravlja na dopust in vse veš, kako mi radi pomagamo, Tomaž. Seveda. Da se ti ne bi zgodilo, ko bi tam doli bil, ne vem, tečen, ker si končno prišel na trajekt prešvican. Pa lepljivi celi, ne, ko prideš. Ja. Pa tudi, kot smo rekli, da ne smeš lizati ograje, zdaj, ko doli razsaja krastavost. Te moramo mi dva z Emo malo izobraziti, tako da Ema, prosim, povej Tomažu, kaj ta trenutek vajba na socialu. No, glej, da lahko tako se meniš, če ne drugega. Ja, zdaj, ko boš pač čakal, verjetno v guši pa to, imam eno televizijski šov, ki ga lahko pogledaš. Okay. Je tak ful popularen. Se mu reče Little Singles. Little Singles. To so pač tisti mali ljudje, ko so reality show in pač se dejtajo. To je kot Love Island. Love Island, ja. Aha, okej. Ful sike in ful je smešno in ful je zabavno gledati. Nimam nič proti Bogu. Absolutno, da ne. Ampak ful je tak funny, ko gledaš, kak je ona tak, uni mi je všeč, ampak uni je boljši. Ampak tudi unega bi imela. Tako v življenju. Ja. Morda se pa kaj novega naučiš, Tomaž. Ko Love Island, ne isto. Ja, glej one. Ja. Malo je drugače, veš kaj. Jaz ne vem, o čem se meni, ta mimo grede. Ti poznaš Love Island, ali kaj? Ja, seveda. Res, ali kaj? Parkrat sem pogledal, kaj sploh to je. Ker je non-stop bilo vsak dan na enem kanalu. Ja, ni mi bilo tako všeč, ker je pač tako vse razpušeno. Ja, no, in zdaj so nekaj, pa oni gre pa izpove tam vse, pa čez 20 minut tam vse izpove, pa bolj za oni dve menita prasec. Pa ima drugo, ker... Pa ima tretjo kuj, pa so vsi prasci, pa vsi so vun vrezani, pa svetijo se. Razen to zadnje bi lahko rekel kot petek na poštni. Ne četrtek že. Dejan Ema in naš jutranji gost, moderator Tomaž Medvar, tik na tem, da gre na morje, želimo dobro jutro. Dobro jutro, oziroma dobro jutro.
Sem po hrvaški. Že vadiš, da ne boš pol, imaš prav. Lepo. Drugače pa tu je ena stvar, ki dosti tega razloži. Ali se tudi vama zdi, da sta poleti malo bolj pozabljiva kot sicer? Meni se to zdi zadnja 4 leta. Cela leta ali samo poleti? Ker cela, ne? Poleti pa tak ne ve noben, ki se ga glava. Ja, ampak tu je v bistvu znanost je tu zadaj, tako da vsako stvarjo dejansko, ja, ker visoke temperature so, pravijo strokovnjaki, vplivajo na delovni spomin možganov, torej na naš RAM v bistvu, ker se pregreva. Ne, ker ko se telo hladi, porablja ful več energije za regulacijo temperature in to zmanjša kapaciteto kratkoročnega spomina za približno 15%. In ena rešitev po moje v tej smeri je, da čim manj ješ. Ja, ker to tudi terja neko določeno količino energije. Ja. Zdaj bi se še samo držati mogla tega, ne? Tu je prva Tomaževa minuta danes zjutraj. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in da bo današnje jutro, ki je že malo bolj dopustniško, malo bolj sproščeno. Kak za koga, tak da pazi. No, sem se odločil, da ne začnem z nekim izzivom. Ne. Okay? Tako da ste lahko sproščena. Dobro. Bi pa rad z vama podelil moment mariborske zgodovine, daleč nazaj, ko so še bile stare cajtinge, tam v letu 1925 do 30, takrat je bilo drugače. Okay? Tudi članki so bili drugačni, tudi izpostavljanje podatkov je bilo drugačno. Danes, si so kuj vse napisali. Danes še bolj, ampak pustimo. Ja, drugače malo, ne. Jaz bi vam prebral en star članek, ki nosi naslov Tatinski Joža. To piše v Cajtnju. Je pisalo. Tak je bilo. Včeraj se je sumljivo potikal po mestu z nekim zavojem očesu postave ne baš neznani Joža K. Tojčnik. Dokler ga ni stražnik privedel k zaslišanju. Pri pogledu njegovega zavoja so našli nove črne klotaste hlače in nov površnik, oba komada še od trgovca numerirana. Policija je kmalu ugotovila, da sta bila predmeta ukradena 2 trgovcema na glavnem trgu, ki izvešata blago v reklamo na ulico. Dalje je bilo ugotovljeno, da zasleduje Jožeta tudi orožniška postaja Hoče, v čije območju je poslednje tedne nakradel 20 kokoši. Joža K. je včeraj ponujal neki branjevki v nakup 5 košev kokoši. Zato je podan sum, da mora imeti aretiranec še nekje skrite več perutnine in ni izključeno, da je tudi on sunil Mariji Lešnikovi 30 piščancev, o čemer smo že poročali. Joža taji vse tatvine. Ker pa ga že steplati dobro poznajo, ima že več kazni, mu bo slaba predla. Tak je včasih pisalo v Cajtnju. Tako da Joža še s Hoč mu sledijo, ker krade kure. A viš, ne, od nekdaj so bili lopovi, ne? Od nekdaj. Ampak gre zanimivo, tudi jezik. Ja, to je, vsem to. Lepo. Poletje je, kot smo rekli, najna usoda zimo danes zjutraj je, da samo pospremljava sodelavce na dopust. Tako. Prejšnji teden Jegra, ta teden zdaj Tomaža. Je v bistvu že spakiran. Ja. Zdaj mu je celo ratalo kupiti karte za trajekt. Kak je drago kosi. Lepo, to mi delaj. Ni pa tako v Italiji, tako da. Ampak ker se Tomaž zdaj odpravlja na dopust,
Mislim, ne zdaj po 9 uri. Ja? Zato dajmo zdaj pogledati globoko vase, dotaknimo se svojega iskrenega bistva in razbimo vazo pristojnosti. Katera je tista stvar, ki smo jo že kdaj vlekli sabo na dopust, pa jo domov prinesli nedotaknjeno? Začnem jaz? Sup. Kako si super, res so nedotaknjen. Nepotrebno, res. Če je to tako dobro. Je fulja. Enkrat sem samo probal, pa se tolikokrat dol zlamo, da se okay, mala dva sta, ne, ampak smo pa peljali recimo sabo in pol toto gromozansko torbo, ki se vzame tretjino kuferama, dali ven. In pol, ko smo šli nazaj, sem jo dal nazaj. A niste ga niti na pupa? Ne, pravim ti, nič. Ema. Ja, preveč kopalk. Preveč kopalk? Ja, jaz tak si vzamem kakih 20 parov kopalk. A paro, torej imaš v 2 delih, nimaš enodelnih? V 2 delih, ja. Ok, dobro. 20 parov najmanj. Najmanj? Več plan je, da menjavam 2 na dan. Ja, če hojiš za 3 mesece na morje. Ne, za 1 teden. In pol več ne morejo vse na vrste priti. Lahko pa recimo doma, ne, zračunaš 7 dni krat dvojne kopalke, je to 14 kopalk. Ne, ker jaz ne vem, kako se bom počutila tisti dan. A to pa je barvo, katera barva bo danes žarila iz tebe Kako se bom počutila skonektala na aurični, bazični ravni, ne? Zanimivo. Lepo. Problemi. In koliko si jih nedotaknjenih že največ domov prinesla? Verjetno kakih 8. Ja, okay. Pa dobro, se to ni omembe vredno. One pa si mokre dala pol v vrečko. Si posušla 600 taškov. Ti je kdo že spakiral kdaj v kovček ribo zraven, da je bilo fajn, ko si doma odprla? Ne. Okay. Zakaj? Kaj to pomeni sploh? Ja. Predstavljaj si ribo, da daš not v kufer, ki se pol not kuha tak 12 ur pa doma odpreš. Lepo. Tomaš? Moram reči, da so to družabne igre. Aha. Ja. Pa puno nekih knjig, pa nekih bedarij, ko nikoli ne zapustijo vrečke. Pač to tam je. Glej, imaš pa za vsak primer. Ja, če bo dež, ne, to se tudi, ja. Glej, če bo dež, imamo zraven, ne, monopol. Samo pol bi morali doma pozabiti telefone, ne. Ja, pa televizijo vun zlamati, pa ne vem, 100 drugih stvari. Glej, jaz sem tudi imel sup za vsak primer, če bi me zgrablo, da bi šel, ne vem, na drugi otok, ne. Ja. Pa me pač ni. In zdaj kratek skok v zgodovino. Pisalo se je leto 2010. To je koliko let nazaj ima? Je kaj? 16. Bravo! Jo, kaj? 16. Ker znamo, da študiramo. Takrat so Louis, Niall, Harry in Liam ter Zayn bili vsak za sebe na X-Factorju in vsi zleteli ven. Samo je rekel Simon, strogi Simon s kvadratno glavo. Ja, in odprto srajco. Tako, je rekel, oh no. In je rekel, pubeci, vi boste lepo stopili skup, pa bomo naredili en band, mi vam bomo vse naredili, vi samo lepo pojte, plešite in nasplošno bodite lepi. Tako, in pol si bomo talali. Ja, mislim, največ bom jaz imel, nekaj bomo tudi vam stalali, ne? Velika večina njih je naredila seveda tudi potem super solo karijere, eni še vedno harajo, govorim pa o skupini One Direction. Ja, vemo. Vemo, ne, če si rekel Harry, Zayn, Liam. Prav na današnji dan leta 2010 so bili ustanovljeni.
Ok, Ema, zdaj pa ne vem, kaj bo, veva oba, da je Medvarjeva minuta številka 2 danes zjutraj. Dobro jutro, Tomaž. Dobro jutro. In zdaj je več vprašanj. Tu prvo, zakaj mora biti dalmatinsko Ja, to mene ozadje? tudi zanima. Ja. Zato, ker grem na morje. Dobro. In drugo, tudi naša Mojca Kovačič iz marketinga je tu. Dobro jutro, Mojca. Dobro jutro. Dobro jutro. Oziroma, malo narobe si napovedal, Pardon. ker je to moja asistentka Mojca. Zdravo! Okay. Asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagati, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zraven. Ne? Dobro. Okay. In vse, kaj morata vidva narediti. Ko pri čarovniku Daniju. Tako, ja, ko pri Danijelu Goripu. Mimo grede, lepo zdrav Dani. In upam, da še grejo. Ja, na mizne. Ja. Brez skrbi, da gre. Ja, brez skrbi. Koma jutro. Tako izmotilo se mi je malo. Vse, kar morata vidva narediti, spoštovana tekmovalca. Tekmovalca. Ja, spet. Le kak je pripravljen, kako da si ni dresa, dala gor. Ja, ja, moram Vse, kar Kaj morata danes? vidva narediti v tem trenutku, zdaj, Dejan, ti si poglej tam, če vse štima na mišpultu, pa vse to, Ja, ker morata zapreti oči. ok. Namreč šli se bomo igro Otipaj. Prepoznaj začimbo. Ojoj. Okay. Pa če ne okej. kuham. Ja, evo, tu imaš minus. Ne? Tak da, Ja, že imam roko ven, gremo. Toliko, da imaš ti asistentko. no, da toliko, da bo ta vedla, v roke bo ta dobila te klasične steklene Ja. pakunge, ne, z Ej. začimbami. In če začnemo z eno, gre po težavnosti, 3 Dobro. imamo, ne? Daj, Okay. Najprej, Dejan, povohaj. je odprto. Ja, in si probaj zapomniti, ne povedati, pol bo ta skupaj povedala, kaj misliš. Ne? Zapomni si in. Pa ne pozabiti, gre od lahke proti težki. Evo, Jezus. izvoli, Ema. Jaz sem že pri lahki, bom že mimo. Mislim, da vem. Okay. Ali sta pripravljena? Ja, ja, ja. Ok, Dejan, izvoli. Lahko odpremo oči ali še Ne moram? še. Okay. Kaj naenkrat rečeš? Žajbel, bi jaz rekel. Okay. Kaj, origano? Bravo, Ema! Bravo, Ema! Origano, ja. Absolutno, sem zmagala, boš ima. Bravo, Ema. Zaprtimi očmi ti to povem. Okay. Še vedno oči zaprte v tem studiu, daj še drugo. vedno asistentka Mojca, Pa res, Ara po po pici. studiu. Kaj zdaj jaz dobim? Zdaj gremo en korak gor, ampak vseeno, če vam dam en namig, Ja, kaj bom dobil? Aha, imam. evo, Ja. naj vam samo Ojej. povem, da gre za mediteranske začimbe, ne, Aha, ker okej, grem, to pa vem, ker to pa grem mislim, na da morje. vem, to pa mislim, to da bi vem. skoraj lahko vedel. Ja? Ja, ker sem tako star. Ja, zato, točno zato. Nimam pojma. A vidiš, Kaj je to? Ema pa mlaj, ne točno se kaže. Jaz bi Okej. rekel rožmarin. Kaj pa Ema? Ne vem. Sploh. Bravo, Dejan, Hvala lepa, bravo, hvala Dejan. lepa, hvala. Evo, takoj se je pokazalo, ne? Mladi bi pice žrli in je takoj prepoznalo Mi pa origano. pečenko. ne? Tako, ja, pa že gor z vejico. Ne? In še zadnje, ki je po moje najtežje, čakaj, da še jaz povoham. Zakaj moraš ti vohati? zdaj? Jezus, ja, ker sem se mogel spomniti. Ne, ta je pa najtežja, po moje. Ampak vseeno gre za mediteransko Kaj, začimbo. zdaj bi ne, če moral bo jaz moral neko rit povohati, ne, vmes. v bistvu smisel nos potisniti v zaseko, ampak dobro, ne, tako da veš, somelije presekajo. Ja, čakaj. Okay. A ja, ni še. Dejan voha, diši, ne? Ja, Diši. Marsikje najdemo tudi to začimbo, ne? V takih, le kak voha, ko pravijo oni, ne? okay. Trenutno je 1-1, naj samo povem, evo še Ema. Okay. Ja, pa če rekel bom, pa kaj bo. Okay, evo Ema je povohala, Okay. dobro. Ja, Okay, izvolite, kaj mislite, kaj je bilo to za timijan. Bazilika. Ker mimo pihnila. Pa, dobro. Ajde, Mojca, izvoli, povej. Majaron. Maja!
Evo, vseeno, ampak je v tem noter, v tem rangu, ja? Ja, teh mediteranskih. Majaron. Evo, Ki makaron flaže? Ne, samo Ja, Makaron flaže. pa idi pa naredi, ne? Ribe pa tako malo spodaj, ne? Neko, ne? Ja, v redu, Ja, super, ena, evo. Nisem zadovoljen. Jaz tudi Ja, ne. glede na to, da Dejan ful kuha, Ja, je slabo, ja. Ja, meni je oproščeno tega. Ne, niti. ne, ni Ja, ti, ja. ti nikoli ne. Ful fajn, da Jaz bi, včasih, ja povej. pardon, samo bi lepe pozdrave poslal na Muto. Lepo. Fajn. Jaz pa bi samo spomnil, da ko je poletje, je seveda tudi reporter Milan na dopustu, na počitnicah in se spominjamo največjih zgodb zadnje sezone. In danes, 10:10, ko je bil Milan pri svojih prijateljih Silverjevih, to je bilo sicer bolj tam v decembru, ker je Herman predaval o tem, kako se potica dela. A tudi to zna. Rozine date tudi, Herman? Ti si prizadet, ali kaj se te na kremšnite delam, kakšne rozine? V kremšniti ni rozin. Kaj si ti čokolad, marmelad? Morda pa samo še ta informacija. Kaj mislite, koliko veš, ko imaš aplikacije, pa imaš tako imenovane nakupe v aplikaciji, veš tiste mikrotransakcije v igricah pa posod, Aha. ker to, ko naročate, to že ni tako mikro, ne? Ampak ti mikro nakupi v aplikacijah. Koliko se je do zdaj letos, v tej polovici leta, no, koliko se je kaj porabilo, kaj mislite? V milijardah se menimo. Res. Ja. 4. 4, dobro ima. 12. 12. 280. Jo. Samo toliko, kako nas lupljajo. Lepo. Lepo, ne? Malo centek tu, centek Tam tam. 30 la, la, la. centov, tam 2 evra, hop, 280 milijard, čačink. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Tine. Živeli. Spakiran je, veš, samo da veš. Danes greš? Kak je pri Lučkem? Nič ni zdaj. Celo jutro že gleda. Zdaj ni, polko bo šel. Kaj me te zdaj briga? Pol me tudi ne bo. Ja, ko Pač se greš, začne, nekaj ne. začeš. Pa Bosiljevo, pa to. A, gledaj, rdečo, malo. Ja, vidiš, ne? Seveda. Prva rdečka te čaka že na prvi, tu, takoj za mejo. Ja. Džurmanec. Torej, Ja? Tine, kaj Mace. imamo? Imam zanimivost. Beži. Beži, kdo bi si mislil? Živalsko, beži. O škorpionih, A, Beži. beži. Če ste vedeli, da nekateri, ne čist vsi, ampak nekateri škorpioni, če so recimo napadeni oziroma da jih kdo zgrabi, so sposobni si pač sami sebi rep, bek, odcvikniti, ne vem kak, s tem, da pol ostanejo brez žela, in ostanejo brez anusa in celo življenje ne morejo. srat. Se opravičujem za izraz, ampak Kar kratko je, verjetno. Mutirajo v bistvu. ja. Vedeli smo. Jaz bi samo rad vedel, Kak? ali imajo potem zaradi tega zadah. Okay, to je absolutno ne gre v pravi smeri. Tade. Hvala, Tine, res. Medvedjeva minuta 3, izkoristi vsako priložnost, da nam poriba, ker je že spakiran in po 9 šiba. Ja, res je, ampak dajmo malo obrniti zadevo, da vidim jaz, če vidva sploh lahko gresta na morje. Ojoj. No. To je jutro polno preizkušenj. Jaz bom ta inštrument gostujočega moderatorja ukinil. Prosim. Zakaj? Zato, da ne bi prišlo do stavkov, kot je lahko još jedan kružnik ovdje. Ne? Dobro, Okay. Tako da mi dajta pomagati. Aha. Dobro? to zdaj ni neki izziv, ne? Ne. Ampak dobro. Jaz imam tu 10 besed, ki se pogosto pojavljajo na morju Dobro. in bi rad slišal vajin prevod v, če se le da,
dalmatinsko hrvaščino. Okay. No? Okay. Najprej Izmenjaje greva verjetno, ali? lahko oba, ne? Strelamo. Ja. Prva beseda, ki bi jo rad vedel, je čovn. Kako se reče po... Isto je, samo da je pač Ali da je isto. kot Brod čomac. Tudi, ja. Brod, čamac, barka, v dupleku čoln. čoln, ja. Tako, evo, super. Je bilo vrej. Ja, je bilo, seveda. Ja. Tako delamo. Ne bi se zmenila, ne, vidva. Druga beseda, krožnik. Tanjir. Ja, Ja, dobro. Kružnik. Tanjur, No. oziroma po dalmatinsko pijat, Jezus. ali pijat, kako rečejo. Ja. Okay. Ampak dobro, ne? Tanjur, ajde, ne? Ja. Samo da ni kružnik. Dobro. Tretja klasična hrvaška beseda, za katero mnogi Slab sem, v tem že zdaj povem. uporabljajo slovenski izraz precej samo z drugim naglasom, je beseda brisača. peškir. Kdo? Ja, kaj? Obrisača. Ni brisača, ne? Tako radi rečemo. Ema, ne poznam tega izraza. Ker ni ampak dobro. hrvaški, ampak dobro. Ja, A? pač Ručnik. Ne? Okay. isto. Okay. Ne, ni. Četrta beseda, paradižnik. Tomatina. Ojo, rajčica. oni imajo, Rajčica, ne? ja, bravo, Ema, oziroma pomidor po dalmatinsko. Tudi. Peta beseda, pomol. Kaj boš nehal? Ojoj, kaj že to? Pomol, ha? Kaj te vem, ne. Se Ena veš, je samo mol, ne. ne. Mol, ja. Mol ali pa mula. Okay. Ne? Šesta, to bi skoraj pa zdaj mogel Ker še delati. nismo fertik. Ne, rešetke za žar. Gradele. Bravo, gradele. Če pa to vemo, ja, če pa ne. ne bi To zdaj si moram vedel, bi dati pa aplavz. bilo slabo. Sedma beseda, klapavica. Kaj je to? A, školka? Ja? No, špageti. Ne, vem. Klapavica. Mušula oziroma dagnja. Oj. Ja. Okay. Osma beseda, še tri imamo. Kumara. Krastavac. Tako, ja. Ja, krastavac To je to. oziroma kukar. In deveta, Aleluja, kaj to je zadnja? predzadnja, Joj, daj no. klasična deveta, plitvina. Pličak. Bravo. Pličak. Ja. Tako. In pa zadnja še, taka bolj mornarska, vozel. To pa že iz prometa bi mogla vedeti. Ja, res je. Ha? Ne vem. Porazlagajo. Čvor. Čvor, bravo. Evo, bravo. Evo. Hvala lepa. Ajde, pogojno. Bi šlo. Moj prijatelj Darko je poslal, da je brisača tudi šugaman. Šugaman. Ja, vidiš, ogromno je teh izrazov v dalmatinščini, sploh ko sem šel malo gledat. Za eno stvar je 700 izrazov, ne? Malo italijanskih, malo hrvaških, malo vsega boga. V glavnem, kaj je najbolj važno, dajte si zapomniti, ni brisača. Okay. Mogu staviti brisaču ovdje. Pa kružnik. Ja, pa kozarac. Okay. Imate li nešto drobiža? Pa, ne. Vse vemo. Pa pečeni krompir. Ampak zveni, ne? Če vse besede na prvo naglasiš, si kar Hrvat. Pri mladih je lažje, ko si eno drugo vlado pelje, ko ima še manj pojma. Tako. Ne, pa, Ja, ja. lej poliglota, Ja, ker danes ti se mu mis- moram, dan se mu moram zahvaliti. Ja. Oziroma zahvaliti. Našemu današnjemu gostu z nami je novi predsednik območne obrtne podjetniške zbornice tu v Mariboru, Aleš Pulko. Aleš, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kak ste? Kako smo, v redu smo.
Je, verjetno štima vse. Ja, odlično. Zdaj, jaz pravim, marsikdo ne ve, morda Tomaž stopa v obrtno-podjetniške vode, nikoli se ne ve. In zdaj, ko tako razmišlja človek, se mi zdi, da je najboljše kar predsednika močne obrtno-podjetniške zbornice povabiti. Vse prednosti, zdaj, če sem jaz obrtnik, podjetnik, kakšne so prednosti, recimo, če sem član zbornice? Jaz bi rekel ogromne, no. Sploh za takega mladega podjetnika, ki v bistvu stopa na podjetniško pot in nekako potrebuje, bom rekel, tudi kak nasvet staroste, bi jaz temu rekel, ampak seveda ne mislim, da je to osnova, ki jo dajemo. Jaz bi rekel tako, zdaj v osnovi pokrijemo čisto vse zakonske vprašanja, ki jih pač potrebuje podjetje, da prične, da vstopi, bom rekel, to je pri tem čist začetnem segmentu. Vodimo vas čez celoten proces registracije, čez celoten proces vseh zahtev, ki jih država pač daje. Nažalost vam povemo tudi, kje vse vam boje malo davke, kaj vse morate paziti. To je pač, mislim, da je tudi pozitivno, nekaj drugače se lahko zgodi, tako kot se je zgodilo za odvetniški pisarni Senica, ko pač niso vedeli, neče se niso plačali, pa pol, tega mi ne želimo, zato povemo podjetjem takoj na začetku. Potem v bistvu v nadaljevanju pa nudimo predvsem, bom rekel, področje zakonodajnega spremljanja. To je tisto, kar na nek način od vas dobimo in rečemo, to je to, kar naše člane žuli, in mi potem na nek način lokalno, na lokalnih političnih vodah pač začnemo komunicirati z zakonodajalci, da spremenjamo uredbe, omejujemo določene zakonske akte. Na državnem nivoju pa seveda zakoni, podzakonske akti in vse, kaj je s tem povezano. Tista tretja zgodba, ki pa je meni osebno, bom rekel, najbolj pomembna, je pa poslovna podpora. To je pa tam, kjer se najdemo v lokalnem okolju in poskušamo predvsem mlajšim poiskati podjetja zrela, ki potrebujejo storitve. Na drugi strani pa tem zrelim podjetjem iščemo kontakte v tujini, kontakte z večjimi slovenskimi podjetji. Ta del je zame, bom rekel, eden izmed ključnih in tistih, ki bo v naslednjih 4 letih pač največ aktivnosti. Tako da lahko dejansko tudi se bolj posvetiš svoji osnovni obrti, svojemu osnovnemu delu in ne rabiš toliko tega mreženja, ker za to poskrbi zbornica. To je super, ne? To glih, sem o tem razmišljal, ne? Se pravi vi namesto mene povezujete z drugimi, ker jaz se ukvarjam s svojimi izjemnimi storitvami in se sam sebe pač izobražujem na tem področju, ki je zame bolj pomembno mogoče pa. Ampak, ko govorimo o izobraževanjih, tudi tu je kar enega suporta pri obrtni zbornici. Izobraževanje je pač v bistvu ena izmed temeljnih zgodb pri nas. Zdaj, glede na to, kje smo, v kakšnem času živimo, da je v bistvu vse okrog nas zelo turbulentno, da nam po eni strani, ne vem, Evropa z svojimi zakoni daje nekonkurenčnost, po drugi strani nas, ne vem, neke nove digitalne tehnologije, tudi AI na koncu v bistvu peljejo v to, da bomo mogli spreminjati svoje poslovne procese, je izobraževanje ena izmed ključnih stvari. No, tega, ker smo začeli malo bolj za šalo, nisem. Absolutno. Ampak seveda izobraževanje, o tem mislim, da bomo govorili tudi kasneje, je pač eno izmed ključnih. Zdaj, jaz bi rekel tak, doben podjetnik ali pa na mesto podjetnika mi ne moramo narediti prve poti. Pravi, zdaj, če se mi dopogovarjamo, da je samo ideja, pa še nič ni bilo narejeno, potem je malo čakati. Če pa je ideja že tu, pa je bilo že malo truda vloženo, pa lahko zagotovo mi naredimo to, kar je to. Pa mogoče, če dovolite, samo rad bi samo eno stvar povedal, mi smo pač zelo pisani pri članstvu. Veliko imamo zelo malih samostojnih podjetnikov, malih družb, na drugi strani imamo pa tudi srednje in velika podjetja in zato je, bom rekel, menedžiranje na nek način suporta tem podjetjem izvedno zahtevno in to je ključno, kar moramo spremeniti. Če smo se fokusirali v preteklih letih zgolj na neke univerzalne nasvete, univerzalne poglede, kaj zbornica mora delati, zdaj ugotavljamo, da to ni okej, ker pač mali podjetnik ne potrebuje enako kot veliki, nekdo potrebuje mreženje, nekdo potrebuje kontakte, nekdo potrebuje, ne vem, sestanke na ministrstvih, nekdo pa zgolj potrebuje to, kar je bilo rečeno, hišni sejem na naši lokaciji, na kateri se lahko predstavi naslednjim 100 svojim potencialnim kupcem in to je to, kar mi lahko ponudimo. Wow. Okay. Pravzaprav celi diapazon pokriva in se mi zdi, da marsikateri obrtnik, podjetnik tudi premalo pozna samo delovanje in zato je seveda super, da se dobimo ob takih priložnostih in da lahko to tudi razložimo. Predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Aleš Pulka je naš gost.
Naš gost danes zjutraj, da seveda pomagam Tomažu, bodočemu obrtniku, podjetniku, je predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice, tu v Mariboru, gospod Aleš Pulko. Aleš, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, seveda, mi dva se rada hecava, ampak to je zelo resna stvar. Govorili smo že o vseh prednostih članstva v obrtno-podjetniški zbornici. Obeta se nekaj velikih projektov, v bistvu, Aleš, ki jih pripravljate. Jaz upam, da nam bodo vsi, ki jih na nek način smo si zamislili za bom rekel, tretji in četrti kvartal leta 2026 in za leto 2027 uspeli, verjamem, da nam bodo. No. Prvi, ki je, če ga smem malo kazati, ne, ali pa predstaviti, prvi, ki je in pri katerem seveda rabimo vašo pomoč, predvsem pa pomoč naših članov, je to, da smo se zelo hitro in pa zelo intenzivno smerili v področje izobraževanja in pa dvigovanje kompetenc, se pravi naših članov, tako lastnikov, direktorjev podjetij, kot tudi njihovih zaposlenih. In v ta namen bomo prijavili eno strateško partnerstvo za dvig kompetenc in ustvarili tako imenovan KOC na naši zbornici. Ta bo deloval zdaj zelo ozko v tem trenutku in sicer v področju gradbeništva, bi rekel, pametnih hiš, instalacij in vsega do lesa, tako kot imate vi tukaj, bom rekel. In v ta namen iščemo pač podjetja, naše člane in seveda tudi nečlane, ki bodo z veseljem postali potem naši člani, da se nam v tem projektu pridružijo. Ponujamo jim v bistvu dvoletno izobraževanje visoko strokovnih predavateljev. Zato bomo mi poskrbeli, da bodo dobili 70% sofinanciranja, se pravi, teh 30% bodo morali na nek način zagotoviti sami. Gre pa za, se pravi, predvsem neko zelen prehod v gradnji, se pravi, da gremo bolj k naravnim materialom, da gremo na nek način, na normalen, subtilen način zniževati porabo električne energije, ne rigorozno z ukrepe, ampak da je to na nek smiseln način, na to, da poskušamo čim bolj krožno in čim bolj ponovno uporabljati materiale v gradbeništvu. Skratka, iščemo podjetja, ki bi se rade na tem področju izobraževale in pa seveda iskale tudi neko povezavo in sodelovanje z drugimi podjetji v enakimi branžah. Verjamem, da se lahko razvija nek nov startup, verjamem, da se lahko razvija neka nova zgodba, ki bo v Mariboru naredila nek korak naprej. V vsakem primeru pa kaj lahko zagotavljamo je to, da 70% sofinanciranja bomo poskrbeli, za 70% sofinanciranja bomo poskrbeli mi, predavatelji in izobraževalni kader bo vrhunski in kompetence, ki bodo jih dobili, bodo v bistvu izjemno pomembne za poslovno transformacijo v prihodnosti. Super, več informacij seveda zagotovo na spletni strani, ne? Ampak to je zagotovo en tak projekt, potem pa so še eni taki lušni, ne? Zdaj podjetna pozitiva, pa družabni in pa seveda jubilanti. Ja. No, to je pa nekaj, na kar smo ponosni, bom rekel. Zdaj, če neko podjetje in kolega bo čez 10 let dobil prvo plaketo, ne, ali pa prvo nagrado, ne. V bistvu prvih 10 let je najtežje, ne. Tisti, ko preživijo prvih 10 let, preživijo. Dobro. Torej, to, da je nekdo preživel v tem, bom rekel, surovem poslovnem okolju 10, 20, 30, 40, 50, nekateri tudi 60 let, ne, je izjemno pomembno. In to kot neka delodajalska organizacija razumemo kot čas, da imamo taka podjetja med sabo in to čast jim želimo tudi vsako leto dati. In 11. septembra letošnje leto bomo podelili v bistvu vsa ta priznanja, da pa to ni zgolj podelitev in počastitev teh, ki so res v svojem poslu nekaj naredili, pa želimo narediti en družaben dogodek, na katerega bomo povabili v bistvu celotno članstvo, tudi ne člane, ne, seveda, že prej, ki bodo seveda kasneje postali naši dobri prijatelji. In bomo jim dali kulturno, družabno, glasbeno, pa malo umetniško barven dogodek. Seveda želimo, da je 11.9. lepo vreme, ker imamo v tem trenutku na nek način organiziranega na prostem, zato da bomo še doživeli zadnjo dozo D-vitamina. Zadnji šus poletja. Točno. Več jaz mislim, da bomo še povedali kasneje. Absolutno. Vse na naših spletnih straneh, vse na naših novicah, tako da to je to. In ja, super projekti, moram reči, predsednik Aleš Pulko, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice, ampak zdaj, ko smo rekli novi predsednik, zdaj še le par mesecev, zanima me zdaj, to je mandat je koliko, 16, 18 let? Ne.
Daj ti 4 leta. Ja, jasno, da. Ampak nič narobe. Ampak me zanima, neko vizijo, zagotovo, kje bo naša obrtno-podjetniška zbornica čez 4 leta. Čez 4 leta? Jaz bi tako rekel, ne, glej, oziroma se prečujem. Ja, vreda je. Glej, zagotovo moramo 20% članstva dvigniti. Okay. To je v bistvu osnovna zgodba. Zagotovo se moramo na projektnem delu usmeriti v to, kar prinaša korist podjetjem, direktno korist. Se pravi, ne več to, da zagotavljamo, bomo rekel, neke vire financiranja, da pokrivamo plače zaposlenih. Zagotovo moramo v bistvu ponuditi podjetjem poslovno podporo, da bodo ugotovili, da je zbornica lahko stičišče novih partnerstv, novih poslov, novih poznanstv, tako na zasebni kot na poslovni ravni. Ponuditi moramo podjetja internacionalizacijo, se pravi, zelo pomembno se mi zdi, da v tem diapozitivu ali pa diapazonu Podravja vsaj prestopimo v Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in pa en del Italije. Namreč Slovenija je pač ekonomsko, pa ekonomija obsega takšna, kakšna je, moramo iti čez cesto, čez meje. Da to se mi zdi zelo pomembno. In pa seveda izobraziti moramo podjetja in jih pripraviti na poslovno okolje, ki bo od leta, po mojem, 2030, 2027, 2028 čisto drugačno kot danes. Tega se vsi na nek način zavedamo, premalo pa delamo na to. Tako da jaz bi rekel neko organizacijo, ki bo združevala, ki bo v bistvu povezovala in ki bo na nek način usmerjala in pa dajala nove poslovne izzive, nove kontakte. Manj kot to, ker zdaj, če še lahko samo 10 sekund vkradem. Ja, izvoli. Veliko ali pa premalo se ve, kaj je naša osnova. Se pravi, zakonodajna zgodba, zastopanje pred vsemi temi, to, kar smo na začetku povedali, je samoumevno. Zdaj, če smo čist realno, če v Podravju 3000 podjetij in jih je 1000 naših članov, tudi za tistih 2000, ki ni naših članov, bomo mi svoje oddelali, ker tako oddelamo. Tako da to je zdaj neka stvar, ki mi moramo ostale pridobiti za to, da bodo našli nek direkten učinek in zdaj na eni strani iščemo mlajše generacije, na drugi strani poskušamo z spodbujanjem nekega ženskega podjetništva še neko drugo zgodbo pripeljati. Tako da jaz mislim, da izzivov je veliko in ta 4 leta bodo hitro minili. Naj samo rečem, da skupaj smo močnejši in jaz člane tišim not, kot je očitno. Tomaž Medvar, bodoči obrtnik, podjetnik, ali že vidimo, da je naša obrtno-podjetniška zbornica v dobrih rokah, uspešno delo želimo in se vsake toliko srečamo, da malo potegnemo črto in povemo, kaj pripravljamo za naše podjetnice, podjetnike, obrtnice, obrtnike v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za, bom rekel, povabilo v ta čudovit studio. Okay. In tega čudovitega novega člana. Brez tega. A ja, pozabila smo vprašati, čuj, kaj poznaš kakega vodovoda? Bolj Bogom. Kot napovedano, profesor Križanič, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Super. Če smo že ravno slišali za lambado, Ja. Dajmo ostati v 80-ih, pa dajmo malo potestirati vaše znanje, če obvladate začetke komadov. Zdaj to niso taki, bom rekel, ful znani, niso pa neznani. Se pravi vsi, oziroma dobro, ima tebe spustim ven. Ja, videla ste, zagotovo že slišala. Je pa res, da je mogoče samo sekunda ali pa 2 začetki. Ok. Čeprav Ema zna biti dobra, ker ti komadi se stari pojavljajo v teh novih serijah in so spet popularni. Recimo, ni to zdaj tekmovanje, kdo bo zdaj prej? Vedno je tekmovanje, Sandi. Ovat smo začeli, kak si not stopo. Ja. Torej, not je v tvoji mapi, oziroma zdaj si naložil. Imamo že parajt, 9 posnetkov, 9 kratkih posnetkov. Zraven tega je pa še 9 posnetkov, potem se razkrije, kateri komad. Rešitev, torej. Rešitev, ja, da ne bo se rekli, da sem si te pa gremo. Številka 1? Številka 1. Pa daj... Mr. Broken Wings. Shit. Ker bo tam, poslušaj. Bravo, Dejan. Veš, kolikrat sem jaz tako maču, bi se ti zahvalil. Tine je rekel, pa to ne vem vedel sem ga. Ne bi, jaz bil tak ziher pri Dejanu. Ker si rekel 80. Ja, ok, številka 2. Čak, samo malo. Aha, jaz vem, samo bom vama pustil. Tak, da še enkrat. Daj še enkrat, Dejan. Aha, ne vem. Twins je v imenu benda, je tak?
Ne vem. Jaz ne vem. Doktor. Točno. Thompson Twins. Super. Ne, ko je? Doktor. Can't you see? Vidiš, da veš. Vidiš, da veš. Ja. Okay. Dalje. To pa je že malo bolj. Čakaj še enkrat. Lahko si daš pol malo tistega rešitev, ko je malo dalje. Ne, predam se. Feather Figure, George Michael. George Michael. Jezus, koliko je komade. Ja, pa mora biti malo bolj, ne, mora biti zdaj, I want to break free, ko vsi vejo po prvem bitu, ne. To je res. Slednji. Ja. Vienna. Ultravox. Bravo. Je? Bravo. Ja. To je. Točno to je. Jezus. Okay, Tema ti lahko tudi poveš, ne? Ne rabiš. Ja, rekla, Vienna. Ok, peti. Da malo daljšega. Čakaj. Ja, čakaj, zdaj bo. Ja, kaj so te introte delali? Ha? No, zdaj pa že veš, veš? Je mogel bi. Gloria. Ne. Ne, Gloria. Ne. Drugo ženska me je. Ne Gloria, ampak Na A. Amanda. Samantha. Juliet. Ja, se sem rekel na A. Ok, gremo dalje. Aha, to je pa. Čakaj. Čakaj, daj malo daljše. No, daj daljšega. Hej, Illusion. Ja. Tak je naslov. Mislim, da je Imagination. Ja. Ok, Okej. 7. To je Daj malo, ampak to ne je. moreš. To pa je Slave to the Rhythm. Ne, Running Up the Hill. Enga. Bravo. Kak ni, če pa oni ima podobno, nima oni podobno. Če imajo vsi Ok, isto. čakaj samo malo. Ko začetek Ko ne filma. moreš vedeti. Zdaj pa daj naslednjega. To je to. Ja, ta je bil naslednji. Ja, Bejže. ja ugotovil naslednji. Na pamet, sem Na rekel, pamet, ugotovil ok. naslednjega. In še 9. Ja, Avstrija. Je Avstrija? Ja. Mislim, da je, ne? Mislim, glavno mesto Avstrije. Falko je. Ne, Ultravox. Pa če je to bilo prej? Ni bilo prej? Ne, ni bilo to. Ni bilo. Ni bilo prej. Vienna, ne? Vienna, ja. Ja, Vienna je bila prej, ne? Ja. Smo rekli. Četrto si ti, daj četrto še enkrat. Ja. Jaz sem narobe rekel? Ja, Ok. da vidim, da si narobe rekel. Ja. To je pa OMD. Ja, tak pa ja. OMD. Tak pa ja. Ja, vidiš, to pa sem mislil, da je. Ja. Sandi, kak bi nas ocenil? Mega, mega, Kak jaz bi- mislim, polovica Kako bi sigurno ne mene bi ocenili. ocenil? Ne, ima, kako bi mi dva ocenila to njuno bromanco. Sandi mu je prišel. Ja, to mu je poslal prej. Četrtek mu je prišel zjutraj, zdaj Anglej, zdaj te imam en kviz. Ne, samo zato, ker si izgubil, pa ker si slab. Bravo vsem. Hvala, profesor. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.